pozdrav. Vsem upam, da niste se preveč najedli, pa boste zaspali. Kot omenjeno, sem krajinska arhitektka, delam na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije in to že kar lepo vrsto let. V bistvu v stroki delujem že nekako od leta 1984, tako da ja, marsikdo od vas še ni bil Zdaj me zanima najprej to, da vem malo, kako podatke postavljati v tej predstavitvi, tukaj sem dobila en seznam, odkud vse prihajate, pa me zanima, koliko je geografov, mi dvignete roke, veliko. Potem krajinska arhitektura, samo ena. Etnologija in kulturna antropologija, super. Varstvena biologija, kemijsko inženirstvo, ekonomija, novinarstvo, gozdarstvo, medicina, ni danes, veterina, tako. Se pravi, večina geografij. Zanima me čisto, da vidim, kako seznanjeni tudi s prostorskim načrtovanjem, pa temi vsebinami, koliko moram nekako učene stvari, malo bolj podatke, ene malo manj. Kot rečeno, vsebino, ki jo bom predstavila, je načrtovanje zelenih površin podporo javnemu zdravju in sicer sem najprej pripravila nekaj osnovnih pojmov, ne se ustrašiti, da bom jih brala. Gre samo za to, da mogoče malo pogledate, kaj so tisti pojmi, s katerimi se dobro seznati, kad govorimo o javnem zdravju in tudi o prostorskem načrtovanju. In tudi me veseli, da je to pestra zasedba strani različnih strok, področjih strokovnjakov, zato ker je eden od mojih pomembnih sporočil danes, upam, da bo jasno, da je to med strokovno sodelovanje, med sektorsko kasneje, da je res zelo pomembno in da si pač moramo v tem pogledu tudi seznati z vsebinami in pojmi, ki so mogoče prevladujoči v različnih strokah in jih tudi nekako poskušati razumeti in tudi uskladiti med sabo v strokah. In to je bila tudi naš izziv pri našem delu. V projektu bom malo več o tem kasneje povedala. A moram s tem, ne? To pa tehnika zmeri. Skratka, gre za to, da je to medsebojno razumevanje med različnimi strokami zelo pomembno in tudi pojmi, ki jih uporabljamo, igrajo zelo pomembno vlogo. Kar je največji problem, kadar se srečamo z sodelovanjem na določenem področju, da imamo vsaka stroka eno svojo predstavo, kaj se pod določenim pojmom skriva. In to je pač tisto še osnovni izziv, zato sem vam tudi pripravila par pojmov na to temo, se boste dobili tudi vsebine, tako da jih ne bom zdaj še... Prej sem imela vsebine, ki se navezujejo na javno zdravje, zdaj pa vsebine, ki se navezujejo recimo na zeleno površine, na prostor, odprti javni prostor, zunanje, bivanje. To spet so stvari, ki se med sabo večkrat razlikujejo, kadar govorimo o nečemu, pač strokovnjaki, ki se s tem ukvarjamo. Smo veliko bolj natančni kot morda nekdo drug, ki se s tem recimo obrobno ukvarja ali pa samo sreča. Kar bi tukaj mogoče vsem poudarila, je ta razlika med tem, kaj je zelena površina, pa zelenica. To je ena taka stvar, ker v praksi dejansko se s tem problemom velikrat srečamo, da kar vsako zelenico že sešteje kot eno zeleno površino, je seveda iz stališča določenih vplivov, koristi, ki jih daje, je pomemben element lahko, ampak je v bistvu to samo neka vegetacijo,
običajno travo, porasle površino v mestu ali naselju, brez posebne ureditve in oblikovne zasnove in tudi brez posebno določenega namena. V bistvu so to velika samostanki prostora, za katere je škoda na nek način, da njihov potencial boljše izkorišča. Druga pomembna vsebina je javnost prostora, te se bom še vrnila, ampak dejansko javne zelene površine in sploh javni prostor sodi med javno dobro in naj bi bil nepovredno na razpolago vsem ljudem, vsem prebivalcem, v različnih okoljih, v različnih okoliščinah njihovega bivanja in je tudi tisti prostor, preko katerega se dosega lahko cilje, ne samo preko tega seveda, ampak tudi s tem, recimo urbane pravičnosti, okoljske pravičnosti, to so pač tisti prostori, za katere je potrebno še posebno skrbeti in običajno, ker gre za prostor, ki ne prinaša neposrednega dobička finančnega, ampak se mu koristi druge vrste, velika tu nemilosti investitorjev, ki vidijo pač javnost prostora bolj kot eno vero, kot pa korist nasplošno za kakovost, recimo prostora, v katerem naj bi se določena investicija tudi resničvala. Zdaj, tukaj sem dala tudi en primer, ker sem videla, da greste v Celje, gledati mestne gozdove. Mi se velikrat, ko načrtujemo, srečamo s tem problemom, z drugimi strokami, kaj pravzaprav, kdaj se nekaj kot zelena površina opredeljuje. Mi recimo imamo neko stališče, da kadar zaznamo potencial nekega prostora, ki je v značaju zelene površine, ne glede na to, kakšnega tipa, potem to vključimo v zeleni sistem, s tem tudi topologijo zelenih površin. In tukaj seveda pol postanejo ta razmerja, kdaj je recimo gost, namenska raba gost, ampak hkrati lahko tudi zelena površina v zelenem sistemu. Žal nisem imela časa, da bi zdaj to za Celje vam pripravila, ampak tukaj smo dejansko, ko smo delali zelen sistem za Celje, smo njihove mestne gozdove tudi opredelili kot del tipologije zelenega sistema. Zakaj je tako skupno razumevanje pojmov res potrebno? Vam pokažem čisto na enem takem za današnjo predstavitev recimo pomembnem pojmu telesne dejavnosti, ki se zelo različno razume med različnimi strokami, hkrati pa naš fokus bil recimo pri našem delu ustvarjati prostore, ki bi spodbujali telesno dejavnost oziroma bili zanjo ustrezne. Tukaj je ena taka zelo strokovna definicija, kaj je telesna dejavnost, neka sila izvedena strani skletnih mišic in tako naprej, to je pač ta strokovna opredelitev in znotraj te je, če preberete, vidite, da to ni samo šport, ali ta telesna vadba, ampak mnogo več. To so tudi vse druge telesne dejavnosti, ki so del vsakodnevnih, recimo, opravil ali pa recimo tudi mobilnosti, ples, igre in vrtnarjenje in tako dalje. Kar prihaja tukaj do razkoraka, ko se pogovarjamo v praksi in ko tudi načrtujemo, recimo že med strokovnjaki za šport, ki vedno malo dodajo še zraven in drugo telesno dejavnost ali pa in rekreacijo, hkrati pa vedno imajo tisto misel, ko recimo načrtujejo strateško ali pa denar usmerjajo, vedno vrhunski šport, v prvem, pa potem še športne klube, pa objekte za šport. Vse tisto, kar bi pa podpiralo druge vrste telesne dejavnosti v resnici, pa ostajajo k strani. Po drugi strani imamo tukaj tudi prometno infrastrukturo, ki se preko aktivne mobilnosti prav tako navezuje nekako na telesno dejavnost vsakodnevno prebivalcev. In seveda tukaj pa prometna infrastruktura spet pozablja na ta del pešce, kolesarje, ker so te velike ideje, velike investicije, veliki posegi pač vedno prioriteta. Na drugi strani se mi, ki načrtujemo zelene površine, odprti prostor mest, predvsem
nekako usmerjamo v te potrebe, ki se vežejo na neke vsakdanje, recimo, dejavnosti. In tukaj so tudi prišel ta stik z javnim zdravjem, ker je prav ta vrsta telesne dejavnosti za njih še posebej ključna za spodbujanje in ohranjanje zdravja pri ljudi. To je samo tako za primer, kako lahko ena stvar, v kateri pravzaprav je dosti enostavna, telesna dejavnost, zelo kompliciranega na prvi pogled, kako lahko zaradi različnega razumevanja tudi različni poudarki pridejo iz različnih strok, različna pozornost, ki je namenjena. Tako da mi smo, recimo, ko smo delali zelene sisteme, tudi metodologijo za zelene sisteme, smo se odločili športne objekte in površine za šport izločiti iz zelenih površin. Kaj se je dogajalo, da se skozi to začeli pozidavati prostor. Najprej je bilo športno igrišče, pa je bilo pokrito športno igrišče, pa je bila športna dvorana, pa je bila že dvorana, je bilo pa lahko kaj drugega, to imamo v primer Pop TV, recimo. In tako, recimo, je to smo mogli razločiti. Lahko se nam bo začelo dogajati tudi s kmetijstvom, kar je zelo zanimivo, zato kot tudi kmetijstvo se velikrat seli v objekte. Imamo rastlinjake, ki postajajo pač vedno bolj pravzaprav objekti, samo popolnoma nepovezani s prostorom in z zemljo. Hkrati imamo pa tudi trend v kmetijstvu, ko se itak celotna proizvodnja hrane predstavlja v objekte. So celo stolpnice to, ki pač proizvajajo hrano. Se pravi, vsako stvar je treba gledati dejansko z konteksta, kaj je res od zadnje. Ne kar tako reče, kmetijstvo, romantika, zemlja, varuje, ni nujno. Lahko je, lahko pa ne. Zdaj tukaj, mogoče bomo gledati na začetek s tem, ampak razumevanje zelenih površin. Kaj pravzaprav tukaj specifično? Jaz to zmeri poskušam razložiti, kada predstavljam te vsebine. Mi definiramo strokovno zeleno površino kot odprti prostor mestnih naselij, ki mu značaj določajo naravne prvine. To je pač ena zelo široka definicija, ki nam tudi pomaga, da gremo, kar je zelo, zelo pomembno za trajnostni razvoj mest, za njihovo načrtovanje, recimo za kakovost okolja, za kakovost bivanja, za neko odpornost, konec koncev tudi, pa prilagajanje na podnebne spremembe, da mi razumemo, da ni zelena površina zgolj tisto, kar se v planu za namensko rabo kot zelena površina predeli. Ampak se je to veliko širši pojem, ki vse zelene površine, ne glede na to, ali so načrtovane z namensko rabo, ali so to pač nekako ujete v druge namenske rabe, v druge, recimo, če sam pomislite na stanovanjske soseske, imajo lahko zelo veliko zelenih površin, ali pa čisto malo. In mi skušamo kot načrtovalci vplivati na kakovost načrtovanja in tudi razvoja vseh zelenih površin. In tudi razumeti njihove koristi in jih nekako združiti znotraj nekega načrtovalskega sistemskega pristopa. Zdaj, kaj je njihova prednost pred drugimi odprtimi prostori? Prva taka je stik z naravo, mogoče ste to že slišali v predkosilovu predavanjih, ne vem, ker žal nisem mogla biti z vami. Stik z naravo je po mnogih raziskavah dokazano zelo pomembna stvar za zdravje, za dobro počutje ljudi. In to za duševno zdravje in za fizično zdravje. Tukaj je bila res vrsta raziskav že narejena, tako da je to res prepoznano kot pomembna potreba človeka in seveda v urbanem okolju stik z naravo zagotavljajo zgolj zelene površine. Zdaj seveda imamo že virtualne oblike stika z naravo, ki imajo določeno tudi vrednost ali pa korist lahko, to so medicinske namene dokazovali, ampak ne zamenja pa dejanskega fizičnega stika, ki ni samo recimo viden, ampak gre tudi za druge čute, tukaj ta multisenzorni stik je zelo pomemben. Druga zelo značilna in posebna stvar zelenih površin je to, da so podvržene naravnim procesom zaradi svoje značilnosti. Se pravi, to pomeni stalno spreminjanje tega prostora. Stalni nek razvoj, vedno gre malo v svojo smer, se pravi, niso
odvisna samo tako, kako se mi odločimo kot načrtovalci ali oblikovalci. To pomeni, da moramo vedno, ko se načrtuje te prostore, hkrati tudi razumeti, da je treba dolgoročno vzdrževanje in upravljanje teh prostorov graditi v samo zasnovo in tudi v sam načrt, pa plan in tudi financiranje konc koncev tovrstnih prostorov. In seveda tretja, taka zelo pomembna značilnost, ki je spet specifična zgolj za zelene površine, kolikor so definirane, je to, da so ekosistemi in zagotavljajo ekosistemske storitve. Vedno. Zdaj pa, kakšna je ta stopnja, kakšna je kakovost teh ekosistemskih storitev, je pa seveda razlika zelo odvisno od tega, kako so zasnovane, kakšna je njihova, ali pa njihovo stanje, kakšno je njihova od biodiverzitete do neke prisotnosti recimo različnih tipov naravnih prvin, do seveda same zasnove in pa vrste drugih dejavnikov. Zdaj, kot verjetno poznate, saj nekateri pa verjetno tudi ne, imamo v tem konceptu ekosistemskih storitev 4 pojme opredeljene, se pravi, ene so oskrbovalne in podporne, potem uravnalne, kulturne in pa, to so še oskrbovalne in podporne sta 2. Zdaj, tako, oskrbovalne in podporne so na nek način vedno prisotne, in so nekako že same po sebi neka značilnost ekosistemov, ki seveda spet, kot sem rekla, so lahko zelo različnega značaja in stopnje. Zdaj, tudi uravnalne imajo zelene površine že za samo prisotnostjo vsaj v določenem. Se pravi, vedno nekako blažijo negativne vplive na okolje, imajo neko blagodejni vpliv na ekstreme, toplotne, zadrževanje potrebinske vode, tako recimo ena značilnost, tako rekoč vse zelene površine. Dočin kulturne, te nematerialne koristi ekosistemov se pa navezujejo dejansko na kakovost prostora in krajine in so pravzaprav tiste, na katere lahko prostorski načrtovalci še posebej vplivamo. S tem tudi lahko omogočamo neke, recimo, kakovostni način bivanja, zdrave razmere, s tem tudi spodbujamo, recimo, zdrave načine življenja, aktivni življenjski slog in seveda vplivamo na zadovoljstvo, dobro počutje, kar pač omogočamo, recimo, vrstno nekih kulturnih ekosistemskih storitev. Jaz moram reči, da jaz strokovno sama nisem zelo naklonjena temu pojmu storitve, ker storitev je zelo, mislim, nekako je ne moram povezati na ekosistem, ker to je neka zavestna, usmerjena odločitev, da tudi to nudiš. Tukaj jaz mislim, da še vedno bi mogli govoriti o turistih, ampak dobro, ne bomo zdaj. In seveda, glede na temo sedanjega tega foruma, biodiverziteta, seveda je pomemben vidik zelenih površin, na kar spet lahko vplivamo po eni strani z samo zasnovo, po drugi strani pa zelo z vzdrževanjem in upravljanjem teh površin. Dejansko bi lahko celo rekla, da so prostori, ki so slabo vzdrževani, veliko testov, ni nujno, ampak pogosto so pa tudi skatirani vzdrževanjem, recimo, da imaš košno travo, zelo pogosto, se to smišuje, biodiverzitete. Kar je tukaj morda za poudariti, vsaj po mojih strokovnem mnenju, tudi izkušnja, je, da velikrat prihaja nekako do nekega razkoraka, do neke konflikta celo med, recimo, željo po zagotavljanju biodiverzitete pa željo po zagotavljanju uporabnosti površin za ljudi. To recimo njih primer trata. Če želimo, da je trata uporabna, da je pohodna, seveda zahteva pogosto košno, drugače pride do degradacije tega prostora. Po drugi strani pa seveda, če ne kosimo, je biodiverziteta bistveno večja. Tukaj je treba predvsem pri načrtovanju urbanega okolja
tehtati, kaj je zdaj tista prioriteta. Vsega pač ne moramo imeti zmerili. Se pa da s pravilnimi odločitvami in načrtovanjem vsega dosežiti čim boljšo ustreznost in zagotoviti čim več koristi. Glede na to, kar sem povedala, je verjetno jasno, da so zelene površine kot tip prostora izjemno raznolike. In je to vprašanje njihovega načrtovanja in sploh obravnave zelo kompleksno. Razlikujejo se tako glede na lego, kot glede na dostopnost, velikost, imamo zelo majhne površine, ki imajo lahko zelo pomembno vlogo, recimo v določenih vidikov, ne morejo pa zelo prispevati, recimo na drženju toplotnih potokov, razen če jih je zelo velik, do zelo velike površin, ki imajo recimo lahko zelo velike vplive, hkrati pa zasedajo vsega zelo veliko prostora, kar je v mestih lahko problem. Potem imajo različne oblike, različne funkcije, to je zelo pomembno, da se zavedamo, da ni funkcija zelenih površin zgolj rekreacijska, kot je bilo recimo nekako razumljeno v preteklosti, ampak je tukaj vrsta nekih pomembnih koristi, ki jih lahko pač pridobimo preko zelenih površin. In seveda, kar je zelo pomembno se zavedati, posebno za nas načrtovalce, je to, da se zelo razlikujejo po svojemu izvoru, nastanku. Imamo lahko naravne zelene površine, ki so bile ujete pravzaprav v razvoju urbani in jih recimo prilagajamo zgolj potrebam uporabi za mesto. Potem imamo pa seveda take, ki so ustvarjene na novo s posebnim namenom, z odločitvijo, da želimo pač tam imeti neko recimo tako površino. Običajno gre za to, da so te naravne večje, ne nujno, ampak pogosto te ustvarjene z namenom si redko lahko prvošmo čisto novo narediti na zelo obsežne prostore, ampak se to dogaja, posebej zdaj v tem času, ko se zavedamo posledic podnebnih sprememb. Potem je pa še ena skupina po izvoru, ki je zelo pomembna in se navizuje na samo kulturno krajino. To so tiste zelene površine, ki pravzaprav nastajajo skozi način rabe. Tako da tudi te imajo pač svojo vrednost, ker so nosilci identitete, tudi nekih zgodovinskih vrednosti in zelo pogosto se veže potem tudi na turizem, nekaj značilnosti in tudi ta želja, recimo ohranjanja nečesa, kar je potem seveda problem, glede na to dinamiko stalnega spreminjanja prostora. Tako, ko se spremeni raba pri teh površinah, način, recimo, pridelave že v kmetijstvo, se tudi tip prostora značajnega popolnoma spremenja. Potem so tukaj še po značaju lahko zelo različne so tudi glede na to, katere prostorske značilnosti prvine prevladujejo v funkcijah in tako dalje. Zdaj, koristi so mnogo vrstne. Tukaj sem naštela pač eno celo serijo njih. So pač pomemben dejavnik bivalne kakovosti, kar se že omenja možnosti stika z naravo, skozi to tudi spodbujanje različnih aktivnosti. Zelo pogosto je pač tudi dokazano, da so to prostori, kjer se tkajo socialne vezivne odnose in tudi nekako ustvarjajo družbene vrednote. Ta odgovornost do prostora, do družbe tudi je velikokrat skozi odnos, ki se vzpostavlja do recimo zelene površine odprtega prostora. Zato pa javna dostopnost do teh prostorov še toliko bolj pomembna. Potem raziskave kažejo, da imajo obnoviteljne učinke in poleg tega vsega seveda izboljšujejo okoljske parametre in vzpostavljajo pogoje za neko ekološko ravnovesje, kakovost, kar sem že omenila, ekosistemske storitve, biodiverziteto in blaženje podnebnih sprememb. Hkrati pa je dejstvo, da so zelo pomemben dejavnik sooblikovanja prostora, mest, dejansko so to zelo pomembni členitveni elementi, tudi elementi identitete, pravzaprav so ustvarjajo to strukturo, skozi katero potem imamo mi nekako tudi eno podobo prostora in tudi doživljanje tega prostora.
Vedno bolj se govori, tudi zato so te ekosistemske storitve nekako se zgodile, tudi o samem ekonomski vrednosti, ker očitno se je ugotovilo, da brez tega nekako zelo težko prepričati politike, da bi resno vzeli pomen in koristi tovrstnih prostorov. Tukaj seveda to je že dokazano ekonomsko, da pač konkurenčnost in dvig vrednosti nepremičnin se zaradi povečanja privlačnosti prostora, zaradi prisotnosti, recimo kakovostnih zelenih površin dejansko zgodi. Tukaj se vedno bolj tudi govori o zagotavljanju zelenih delovnih mest, se pa tudi zdaj že računa, že nekaj časa vrednost ekosistemskih storitev, zdaj znajo zračunati vrednost posameznega drevesa. Zračuna so tudi, koliko je cela zemlja, koliko milijard vredna. Zdaj to seveda spet vprašanje, ali bomo zdaj vse monetarizirali, ali bomo vse sprejeli dejstvo, da so tudi druge koristi napovredno pomembne finančne. To je spet stvar družbenih konsenzov. Kar je zelo pomembno, je tudi, posebno, ko načrtujemo zelene površine, je prostor v očeh uporabnikov. Se pravi, kako ljudje, kakšne imamo potrebe v zvezi s temi prostori in kako na te prostore se odzivamo, kaj je tisto, kar nas privlači in kaj je tisto, kar nas odvija pravzaprav na teh prostorov. Zdaj, tukaj je vrsta stvari, pozice naštetih, ne bom šla, ker ni časa, ni to bistveno. Zdaj, seveda, mi imamo dejavnike privlačnosti, ki pač vplivajo na prijetnost, pa preference ljudi. Tukaj zelo raziskave kažejo, da sama obseg in količina vegetacije in drugih naravnih vrtlin, tukaj je voda še posebej pomembna, ampak so tudi skale, pesek, zemlja, lahko pač pomembni gradniki tovrstnih ureditev. In seveda skozi to tudi doživljajska pestrost, tudi prisotnost živali, seveda skozi to pestrost in sestavljenost prostora, ki pač daje ta multisenzorno izkušnjo, ki pač skozi naravni prostor, ki mislim na ptiče še posebej, ampak tudi insekti recimo ustvarjajo zvočno okolje, ki je lahko žabe zelo prijetno, na katere pa tudi iritiramo, ampak mislim, da načelno imamo en tak pozitivni odnos ljudi, spontan pozitivni odnos ljudi. Hkrati so pa tukaj neke veliki, na katere spet z oblikovanjem in načrtovanjem vplivamo, kar so recimo novitost in prepoznavnost prostora, ritem, kontinuiteta, ki pač zelo pomembno vpliva na to, kako se odzovemo na prostor, odprtost, zaprtost, kar se že omenila možnost poistovetanja, to je res zelo pomemben del, ker ljudje, ko se poistovetijo s prostorom, tudi zavzamejo bolj odgovorno držo do njega, tudi večjo skrbnost in to pač olajša tudi dolgoročnost, recimo vzdrževanja ali pa upravljanja s temi prostori in hkrati tudi prostore te vrste zaščiti pred neželenimi spremembami, da se pravi pozidavne recimo. In seveda ne nazadnje kakovost okolja, to je pač zelo pomembno, če je še tako dobro urejena neka zelena površina, če je zelo v hrupnem, če ima zelo hud vpliv hrupa ali pa ljudje so v naših anketah recimo kot velik problem to zaznavo skledu, očitno je zelo velik dejavnik obračanja. Poleg tega tudi onesnaženost, nevidna in še posebej se pravi nasmetenost, nevzdrževanost, uničenost prostora, če tista, ki obrača, kar seveda potem potegne tudi pohitri pravzaprav uničenje oziroma degradacijo prostora, kar ga ljudje pač tudi ne cenijo in se ne ga vedejo drugače kot te prostora, ki ga prepoznajo kot prijetnega in pomembnega. Zdaj bom šla naprej na javno zdravje zelene površine, pa me zanima kakšno vprašanje, komentarji z vaše strani na tem delu. Mene zanima, kako ustvariš pripadno zelene površine. Ja, v bistvu z recimo neko, lahko že značilno zasnovo, lahko že, ne vem, v resnici se pripadnost, kakor vidite iz teh aktivnosti ljudi že ustvarja recimo z vitalnimi starimi drevesi. Drevesa so tista, na katera ljudje v zadnjem času tako udarjeno reagirajo.
čutijo veliko pripadnost. Drugače pa sama zasnova prostora je lahko posebna, lahko je neka identiteta, pač tista, ki je prepoznana, to so predvsem s temi historičnimi vrtovi dogajalo. V zadnjem seveda v tem obdobju, v našem zadnjih par desetletjih, je ta velik poudarek na soustvarjanje prostora. Se pravi, če se ljudi vključi, da lahko sami soustvarjajo prostor, skupaj s strokovnjaki, da pač prispevajo neke svoje neke poglede, potrebe, želje po tem, kaj ne bi prostor predstavljal v njihovem življenju in da so nekako vključeni na tak resen način, odgovoren, se pravi ne samo zato, da se odkljuka neko vključevanje, ampak da se dejansko upošteva njihove prispevke. S tem moram pa upozoriti, da samo oblikovanje prostora ne bi pripuščal laikom, zato je treba neko določeno znanje. Je pa vrsta nekih korakov in vsebin, ki so zelo pomembne, da se ljudje vključujejo. Tudi seveda ta kreativnost, ki jo ljudje začutijo v povezavi z vrtovi, tukaj lahko vidimo, da to vrtičkarstvo, pa sploh vrtnarjenje okoli hiše velikokrat sproži neko veliko željo po kreativnosti, seveda jo treba tudi vključiti, ljudje morajo imeti možnost predspevati, tako, kot sem rekla, da bo še malo prehiter ali pa malo več, tako na grobo, da ne oblikovali. Seveda lahko tudi prispevajo, te ključne odločitve, ki zahtevajo strokovno znanje, pač seveda je potrebno. Ne smemo vsega preložiti pravzaprav na prebivalce. Stroka mora ohranjati svojo vlogo v načrtovanju. Velikokrat pa dejansko za samo posebnostjo zasnove, recimo, s katero se ljudje poistovetijo, je prepoznajo kot posebno, drugačno od drugih, dejansko potem do tega prostora je to njihov prostor, to je nekaj, kar lahko predeljuje njihovo življenjsko. Razmišljamo o žrtvah zelenih površin znotraj stanovanjskih sosesk napram parkiranju avtomobilov, kjer zaradi potrebe po parkiranju žrtvujemo zelene površine, kjer je sicer verjetno razvita pripadnost, ampak ker ta zelena površina ni kakovostna, potem ta pripadnost nižja in potem je žrtev najbolj. Ja, tudi tako, mislim, dejstvo je, da ta navezanost na avto, na simbolna vrednost avtomobila je zelo konkurenčna stvar za enkrat. Zeleni površin. Vsem, ne samo zelenim površinam, pravzaprav tudi kakovost bivanja v resnici, to je pač ena zelo težka ovira za spremembe, tako da mislim, da lahko bo prišlo do dejansko nekega odmika od vrednosti ali pa simbola, ki ga naj bi avto predstavljal. Mislim, da v določenih družbah se je to že zgodilo. Vsaj v določenih okolij, skandinavske družbe, spoznam, tako mislim, ljudje sploh nimajo avtomobilov, to sploh ne zanima. No, ampak če bi načrtovali zelene površine bolj kakovostno in bi bili njim bolj pripadni, potem sploh ne bi pomislili na to, da bi parkirali na zelenih površinah. Mislim, ali bi lahko spremenili? Samo z oblikovanjem to bi bilo pravzaprav naivno reči, mislim, jaz bi rada rekla, da je tako, ampak žal morajo se spremeniti tudi nekako pogledi ljudi, zavedanje, v glavi mora biti do premika in v vrednostnem sistemu. Tako da to je veliko bolj komplicirana zadeva, kot mislim, strokovnjaki želeli. Velikokrat smo tako poskušamo reči, ja, če bomo pa izboljšali, da pa prišlo do velikega prelomnega premika, ampak ne samo to. Zato tudi recimo, kadar gre za spreminjanje iskanja, so vedno povezane tudi te aktivnosti, pač promocije, spreminjanje navad, spodbujanja spreminjanja navad. To vidimo pri mobilnosti, koliko je težko, koliko že desetletja traja, da počasi prihaja recimo do prevrednotanja, pa še to sam pri določenih populacij. Te stvari so zelo počasne, žal. Je pa res, da če se ljudje, če imajo možnost uporabi zelenih površin, da so na njih bistveno to navezani. Zato, ker pač takrat čutijo, da bojo nekaj skupili, če se jim to izgleda. Ali obstaja nek
kazalec, koliko zelenih površin na prebivalca, na kvadratni kilometr efektivne rabe, kako pomeni kakovostno mesto, se da tako spraviti v nek mušter, pa reči, to, ki jih rabimo, to je že preveč. To že skozi hočejo od nas, politiki pa tudi ministrstva. Jaz osebno rečem ne, zato ker je vse odvisno od tega, kako so razporejene, kakšna je njihova kakovost, kako so povezane, kako so dostopne. To, ki je enih vidikov kakovosti, se o tem bom malo kasneje govorila, da sama količina ni dovolj. Poleg tega je spet to vprašanje, ki smo se tu že prej pogovarjali, kako se ta količina računa. Tukaj prihaja do ogromnih zavajanj. Recimo že Ljubljana, ki je zdaj nekako 400 metrov in več na prebivalca, to ni res. Mislim, je res z enega pogleda. Je res, če vzameš celo občino z vsemi Jančami in vsem drugim podeželjem, ljubljanskim barjem in to vse skalkuliraš in število deliš pač število prebivalcev in ja, seveda, pride ta vsota. Ta vsota ni napačna. Napačna je predpostavka, da so to dejansko tiste površine, ki prispevajo kakovosti bivanja ali pa tudi kakovosti okolja v urbanem prostoru. In zato je zelo težko, bi bilo treba zelo jasno predeliti pa vezati to na dostopnost. Mi bomo zdaj tu poskušali neke indikatorje postavljati, da se malo bojim tega računanja. Jaz zelo nerada številkam operiram v tem pogledu. Tudi za Ljubljano imam jaz vsaj 5 različnih podatkov recimo v teh letih. Pa noben ni najbolj ta prav. Tako da samo je pa to velik pritisk na nas, da bi to naredili, ker s tem bi zelo poenostavili. Sam jaz sem že, recimo, ko smo delali priložnik za zeleni sistem, pa usmerjanje pač načrtovanje zelenih površin, je to Ministrstvo za okolje in prostor je to zelo želelo, da bi tam številko. In smo se na vse kriple temu branili in jaz sem veliko bolj, da se gre za kriterij kakovosti, preverjati potem, kje je stanje, tako da, ja, jaz nisem navdušena nad številko tukaj v tem primeru. Tudi mogoče dam že primer lahko, ker je tak zelo banalen, pa ga vsi vidimo vsak dan, ker da se poskuša vsaj število dreves opredeliti recimo na določeno. In pol, kaj se zgodi, sadijo ene kupan na mehne okroglo krošnje zadeve, ki nimajo nič, ki je zelo veliko učinka. Tako da mi, ko smo delali priročnik, pa so hodili od nas število dreves na določen na hektar, smo rekli, ne, bomo dali procent osenčenosti v času, ko drevo recimo v 5 letih, da doseže vsaj določeno stopnjo zrelosti. Ne, čisto celotno, ampak to je pač, jaz vidim rešitev na ta način, da se pogleda, kaj hočemo dosežiti in potem s tistim indikatorjem skušamo nekako uveljaviti. Ker tudi zdaj, če bi postavili za Slovenijo, ne vem, kako bomo primerjali Ptuj pa Novo Gorico, ali pa Ptuj pa Velenje, bolj na tistem koncu. To so čisto drugačne zasnove urbanistične mesta. Zdaj, če bomo postavili nekaj, kar je primerno za Ptuj, pa bo v Velenju vse pozidali nekaj. Ker pri nas se vedno minimum skuša dosežiti. Nikoli se vzame minimum kot tisto, kar res ne smeš pot, ne pa kot priporočilo, da se to dosega. Tako da ja. Še kakšno misel mogoče. Samo glede tega postavljanja biodiverziteto, pač kompromisne biodiverziteto, pa torej namenom teh zelenih površin. Lep primer tudi recimo v Tivolju, ko so pač pustili ene dele, ki jih niso pustili, torej za opraševati, so tudi postavili tiste table, tako da pač se da tudi tiste videti kompromis. Absolutno se da, z enim dobrim pristopom se da ujeti oboje. Tudi dejstvo je, da ne potrebujemo vseh travnikov, ki so pač načrtovani za intenzivno rabo, ali pa je lahko pač se spreminja, se to še lahko bolj zanimivo, da so, ne vem, kakšna leta eni, druga leta drugi, skratka, se sorte se da, tudi recimo vem, da ima Švica že zelo dolg časa, da se lahko prebivalci sosesko odločijo za stopnjo vzdrževanja. Imajo zelo intenzivno vzdrževanje,
kar pomeni, da morajo tudi sami prispevati potem finančno, lahko pa pač imajo srednjo intenzivno ali pa manj intenzivno. Že s tem se potem krepi seveda sama kakovost biodiverziteta. Seveda, kar jaz vidim kot problem je to, da se zdaj tudi na nivoju Evropske unije biodiverziteto obravnava kot posebna vsebina. Da se spet ne preverja, kaj to pomeni recimo za vse druge vidike, ki se navezujejo na vrste postopke. To je pač, se mi zdi, kar naenkrat postane samo ena stvar, da se samo to gleda, da bi se gledal celoto. Predvsem, kaj se bolj, recimo, neki ljudi, ko se izpolnijo. Ja, sigurno boš. Vsaka stvar, ki se pojavi kot konceptno, ima neko dodano vrednost, velikrat je pa tako, da pa ni zmožnost, če bi gledali stare, mislim, se ni bilo staro načrtovanje zelenih površin, ni bilo v tem pogledu, mislim, slabše. Sam pozorno, da ni se o tem govorilo. Torej, javno zdravje. Glede na vse povedano, seveda je jasno, da ima zelene površine zelo veliko potencialov, ki so neposredno navezujejo na različne vidike zdravja ljudi in nekako predstavljajo tudi pomemben vidik zagotavljanja pogojev za javno zdravje. Po eni strani je dokazano, da spodbujajo fizično aktivnost ljudi v naravnem okolju, oziroma fizično aktivnost ljudi na splošno. Dejstvo je tudi, da imajo te aktivnosti večji učink na telo in pač tudi vplivajo na dobro počutje kot aktivnosti, ki se izvajajo recimo v notranjosti objektov. In tudi ta dostopnost je pač tista, ki more, tudi imamo napisano bolj množični, ampak bolj enakopredni ali pa pravični uporabljen. Tako, ko imamo javno dostopne prostore, seveda, ki niso plačljivi, je to bolj pravično za vse prebivalce, kot pa so recimo neke specifično zgrajene stavbe, kot so fitness centre, trivadnice, ki pač imajo stopnine neke zahteve. Pač ne govorim, mislim to, da zdaj pa nekaj ne smemo, ampak da je treba pač biti pozoren, kaj je le prioriteta potem pri razvoju določenih območij. Kot že omenjam, seveda izboljšanje okoljskih parametrov, to zelo vpliva na samo zdravje tudi in hkrati tudi na privlačnost za uporabo, se pravi, da so te direktni in indirektni vplivi. Tudi recimo sam hrup je lahko problem za zdravje, zelo velik, čeprav se o tem malo manj govori. In kar je zanimivo, raziskave kažejo, da tudi samo zaznavanje hrupa je drugačno, če je pogled na zeleno površino, kakor če ni, kar je tudi zelo zanimivo. Predvsem pa je to vedno zvočno okolje in življenjska pestrost ima zelo pomembne te obnovitvene učinke, zmanjšanje stresa, izboljšanje psihičnega stanja in to tudi za otroke, recimo, ki so hiperaktivni, še posebej pomembno, da ima to možnost gibanja v naravi. To so zelo različni pristopi, da pojem to omogočiti, zato da ulajšati recimo tako. In kot omenjeno, že tudi to tkanje socialnih jeziki, pa je omogočeno samo glavno to javno dostopno v odprtem prostoru, saj je nepotrebno omogočanje in kar sem že omenila, naša zaznava zelo vpliva na dobro počutje. Se pravi... Jaz sem vprašal, kje je tista fotografija na cesti? Tale? Jaz nisem, da je to iz Albanje, iz Ankarja. Nisem pa tu zihar. Res? Ne, tam so delali eno veliko... Ankara se zelo na hecen način razvija. Ene stvari imajo zelo poudar... Ne, Ankara se neka Ankara, Tirana. Ampak nisi 100%, moram reči, zato ker imamo te slajde že nekaj časa, smo pozabili napisati odpoti. Je pa to en nota pristopa, kako
recimo omogočati več stika z naravo, znotraj obalnih območij. Se pravi, koristi za zdravje so res številne. Mi smo se pri našem programu, v katerem smo sodelovali z Ministrstvom za zdravje, fokusirali predvsem na spodbujanje izvajanja telesne dejavnosti. Je pa tukaj vrsta stvari, poleg tega, kar sem že velikrat omenila, je dokazano, da vplivajo zelene košine na izboljšanje delovanja imunskega sistema. Tudi v bistvu na en način bolj sicer indirektno spodbujajo zdravo prehrano, ali s tem, da ljudje sami vrtnarijo, se s tem spodbuja tudi lokalna samooskrba, tudi to je del telesne dejavnosti, lahko vsakodnevne, ali pa s tem, da se z lokalno samooskrbo, z prisotnostjo zelenih površin, ki omogočajo pridelavi hrane in so temu namenjene v urbanem okolju, pozitivni vpliv že itak na oblični vtis, poleg tega pa ljudje povečujejo osveščenost o pomenu zdrave prehrane, hkrati pa tudi o tem, kakšen prostor za to potrebujemo in kaj moramo zaščititi, dolgoročno. Kar je zelo pomembno, to povečanje zanimanja in zavedanja o okolju je tudi eden od učinkov koristnih, ki so posrednji, ampak prinašajo recimo lahko pomembne spremembe dolgoročne. Zdaj se je, da pri COVID-19 smo opazili vsi, kakšna razlika je med našimi naselji, mesti, med občinami, kako velik pravzaprav je lahko pomen zelenih površin, javno dostopnih zelenih površin in koliko pomembna je tudi ta njihova kapaciteta, ustrezna kapaciteta, tudi ustrezna raznolikost, ljudi imamo različne potrebe in je zelo pomembno, da imamo možnost izbire. Tudi smo izvedli anketo v občini Kočevje v okviru programa in dejansko skoraj 90% ljudi opredelilo, da so raje telesno aktivni zunanje tudi v notranjem prostoru, kar spet v bistvu preseneča, ker imamo vsi vtis, da so vsi v telovadnicah in da je to res najbolj pomembna stvar, je so telovadnice. Ampak se dejansko tudi, zdaj nisem te ankete tukaj notejala, ampak se je tudi pokazalo, da recimo sam športa, pa vadba je samo 11% tega udejstvovanja. Samo te ljudje so zelo vidni. Ljudje so jih zaznamo, vse ostale, ki nič ne počnejo ali pa počnejo neke take čisto vsakdanje zadeve, pa nekako spregledamo. Eno vprašanje, če lahko. Ja. A so te kazalci na Kočevje, a imate kaj, koliko pa druge po svetu? Ali pa v različnih mestih, ker Kočevje ni Ljubljana? Ne, vse smo naredili tudi vse slovensko anketo, poleg tega so zdaj bile zelo veliko raziskav delanih po COVID-u, in v bistvu je dovolj telesno aktivnih manj po Ljubljana. V Sloveniji je po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije dosega raven telesne aktivnosti priporočene, zgolj dobra tretjina. Tudi v svetu je tako, zdaj zelo je padlo z COVID-om, predvsem med otroci in mladostniki. To je dejansko bil dramatični padec, ki se kaže na zdravju tudi, pa na telesni zmogljivosti otrok in mladostnikov. Tako da mislim, da se tudi zbira, pa mislim, da se kaj že ta zbirnik evropskih podatkov, da se ti podatki stane zbirati. Predvsem za misel, kak podatek? Koliko so raj zvoni, ali so raj not? Tudi to. Jaz sem že videla, so zelo podobni rezultati. V rezultatih načelno, jaz sem zdaj na konferenci HEPA, to je ta Health Physical Activity na evropskem nivoju, organizacija Health for Physical Activity for Health, ne točno kako je ta kratica noter pade, in so kazali zelo veliko raziskav na to temo. Kar je zanimivo, zmeri izstopa Danska od vseh ostalih. Oni imajo čisto ene druge podatke, ampak v bistvu pozitivno v tem smislu. So predvsej napredni, kar se tega tiče. Da so več zunije? Več imajo, njihov odnos do te stvari je v bistvu bolj razvitno.
drugače pa zelo razlike med državami, kar se tiče, koliko so zunaj sebe, ko zelo vpliva kultura tudi. Zdaj na pamet ne vem, ampak tega je veliko, teh podatkov je pa zelo veliko. Še to dala, da se traja, ni več. Ja, je obstaja, no, se lahko tudi malo tudi nekaj zbrano, ko smo gledali primerljivo. Že zdaj je standard, da si kao dovolj telesno aktivan? Ja, pridemo do tega. Prihajam tja. Ja. No, to dele definicije sem že malo omenila, zdaj tukaj, kar je mogoče pomembno, je, da kot Svetovna zdravstvena organizacija nekako upošteva vse vrste telesne dejavnosti, vključno s hojo in kolesarjem, športnim namenom, pač tem, recimo plesom, tradicionalnimi igrami, razvedrili vrtnarja, hišno pravilo in seveda tudi šport in telesna vadba. Zdaj tukaj, to se tudi smatra kot posebna vrsta telesne dejavnosti, še posebej, ker šport vključuje določeno obliko tekmovanja ali pa telesna vadba je ponavadi namenska. Tukaj je pač ta razlika med namensko in pa nenamensko telesno dejavnostjo. In dejansko aktivni življenjski slog je pač način življenja, ki se definira, ki telesno dejavnost povezuje vsakodnevni opravili. Se pravi, koliko smo mi dejansko čez dan aktivni. Ne glede, ni fokus na to, a zdaj hodimo v fitness center, ampak se gleda pač večkrat z drugega zora. Seveda tisti, ki speva, če se šteje. Ni pa to fokus spodbujanja na splošno za izboljšanje stanja. Zdaj tukaj mogoče zanimivo, glede telesne dejavnosti, tudi za vas vsak zase lahko nekako presodi, ker smo ljudje zelo različni, za nekoga je nek način že visoko intenziven, za drugega pa kom izmerno intenziven, glede pač spet odvisno od starosti, od telesne pripravljenosti. Ampak le je taka zanimiva definicija, tako malo posplošena, ampak se pravi zmerno intenzivno je tista, ko občutimo nekaj napora, se odrejemo, malo skutimo in postanemo nekoliko zadihani, ampak še lahko govorimo, recimo, se še lahko pogovarjamo. Recimo visoko intenzivna je pa tista, ko smo že veliko, zelo ogreti, zadihani, se potimo in v bistvu se ne moramo pogovarjati, oziroma je zelo oteženo. Sploh ta zadihanost, ta srčno delovanje to visoko, tako da se lahko vsak sam na en način prebira, ali je dosegel. Ali lahko če je kar, recimo, vmes nekaj počne, ali rabi pač vso energijo za to, da to izgleda. In zdaj tukaj, kar je pomembno tudi pri Svetovni zdravstveni organizaciji, ta poudarek na enakovrednost za vse, zagotavljanje možnosti izbire za različne ciljne skupine in časovni razpon izvajanja pač je lahko zelo različen, ampak oni nekako priporočila vežejo na teden. Tole kar spustila, ker mogoče ni to pomembno. Bom šla, tako da zanimajo smernice. Tukaj sem dala en primer. To so smernice za najnovejše Svetovne zdravstvene organizacije za telesno dejavnost in sedeče vedenje. Oni so pravzaprav zdaj dodali še sedeče vedenje, ker so ugotovili, da morajo dati smernice tudi za zmanjševanje sedečega vedenja. Samo povečevanje telesne dejavnosti dejansko nima dovolj, ne doseže dovolj ljudi ali pa ne opozori na dovolj na problem. In kar je zelo pomembno, tukaj je 7 skupin, za katere so ta priporočila postavljena. Tukaj lahko vidite, otroci do 17, pa mladostniki seveda odrasli, potem starejši odrasli, nosečnice in ženske po porodu, potem pa, kar je zelo pomembno, tudi ljudje pač z kroničnimi bolenji, pa z manjšano zmožnostjo in invalidnostjo, tako otroci kot odrasli. In pač določa se, koliko na dan preko celega tedna in tudi kakšen tip telesne aktivnosti. Imamo tudi v slovenščini, za te, ki vas zanima, NIJZ je skrajšana verzija dokumenta prevedel, tako da na njihovi spletni strani to lahko dobite. In pač ključna sporočila so naslednja, da je pač to koristno, telesna dejavnost koristna za telesno in duševno zdravje,
da je že nekaj telesne dejavnosti bolje kot nič, vendar več gibanja prinaša več koristi, zato imajo tudi razdeljeno za ohranjanje zdravja, pa za krepitev zdravja priporočila, potem da šteje vsakršna telesna dejavnost, da je treba krepiti tako mišice za vse, vse skupine ljudi naj bi krepile mišice, pač kostno možnost, da preveč sedenja lahko škoduje zdravju in pa da pač je to pomembno za vse. In smernice seveda na ta način, vsako od teh skupin so pripravljene in pač kaj priporočajo strokovnjaki, recimo za nas, to je pomembno, ko smo rekli 1865, jaz pomiše, je vsaj 150 do 300 minut zmerno intenzivne aerobne telesne dejavnosti na teden. Oziroma vsaj 75 do 150 minut visoko intenzivne. In poleg tega za dodatne koristi pa treba vsaj dvakrat na teden še izvajati vaje za krepitev mišic, zmerno do večje intenzivnosti in potem naj bi za samo dodatne koristi za zdravje se pa to poveča še za enkrat, kako vidite, se pozdravljam na resni, na naši levi, je pač 300 minut na teden, pri tem, da pač te zmerno, oziroma 150 visoko intenzivne. Kar je tukaj pomembno, je to, da je lahko to tudi deljeno, to ne pomeni kosno. V bistvu celo, ravno tako je koristilo recimo 15 minut, se pravi, če imate možnost hitre hoje v službo, 15 minut pa nazaj, to že pač lahko pomembno prispeva k izboljšanju navad in pa tudi zdravje. Zdaj na to temo še kaj vprašanj. Zdaj nisem dala vseh smernic, ker to bi bolj zelo dolgo trajalo. Vidite, so tukaj vedno tudi pač priporočila vsebuje tudi pač omejitev sedenja. Načelno naj bi vsake zgodili ostale naredne, takrat, vsaj sprehod do v sosednji stavbi, recimo. Tam ena misel, če tako. Ja. Vse več imamo teh substitucij outdoor aktivnosti, notranje kolo, celo smučišča so že v dvorani. Ja, Ali se ta dokument ukvarja tudi z aktivnostjo glede na to, ali je zunanja ali notranja, ali samo z aktivnostjo? Ta konkreten dokument ne, ampak se v drugih publikacijah pa zelo poudarjajo pomen pač v zunanjem okolju in tudi raziskave dokazujejo, da je pač to, da ima večji učinek na zdravje in se priporoča pač zunanje okolje. Ta konkreten dokument se pa s tem ne ukvarja. Ampak piše pa, seveda gre za vsakodnevne aktivnosti, to ki se pravi že avtomatično ne način je fokus na tem, na načinu življenja, ne na nekih, to ne pomeni priporočilo vadbe v notranjih postopkih. Ker verjetno več kot bi bili zunaj, boljši bi imeli odnos do prostora. Ja, absolutno. Sam zato, da so lahko zunaj, pa moramo poskrbeti, da imajo za to ustrezne pogoje. To pa zdaj tukaj pridemo potem mi na vrsta prostorskih načrtovalcev. In v tem pogledu seveda lahko zelo vpliva. A da ste kdaj preverjali, kakšen imajo ljudje odnos do tega, da telovadijo v zunanjih površinah v smislu sramu ali pač nekih zadržkov, da me pa gledajo, ko je sklep, nekaj počnemo. Na ta način nismo, preverjali smo, kako najraje pač uporabljajo zunanji prostor za telesno dejavnost, recimo se ga aktivno uporabljajo. In je zanimivo, da najraje v majhnih skupinah ali pa sami, te množični dogodki, ki so spet najbolj opazni, niso tako priljubljeni na splošno med prebivalcev. Mi smo delali so slovensko spletno anketo, smo imeli nekaj čez 1000 odgovorov. In dejansko zelo očitno je, da rajši so v manjših skupinah ali pa sami s prijatelji. Zdaj, ne vem, ali ste opazili teh 1000 gibov,
taka akcija oziroma aktivnost, že dolgoletna je za spodbujanje starejših prebivalcev, ki so vsakodnevno aktivni, so vsak dan ob 7:30 zjutraj, ne glede na pač vremenske razmere ali pa letni čas, okoli 3/4 ure ali pa ure telesne vadbe, ki je prav pač bila zasnovana, da celo telo nekako enakomerno ukrepi. Stoje delajo to, pa ne potrebujejo posebne opreme in to postaja res zelo popularno. Tako da ljudje nekako sprejmejo to, da so v neki manjši skupini, to so nekaj skupince, ki hodijo prostovoljci in so potem hkrati tudi razvijajo te socialni stiki med ljudmi, to včasih nekaterim še bolj pomeni kot sama vadba. Tako da ja, je pa tako, v tujini je res na to temo zelo veliko raziskav že delanih. Naš nekak fokus vse pred delo je bolj na kakovost prostora, na čutvanje prostora, tako da čisto specialno se bolj ne slušamo v neke zdravstvene, zato bi mogli pač nekoga iz javnega zdravja za te stvari, da bi gredno vprašati, povabiti na predavanje. Zdaj, kot vemo, so v zunanjem okolju lahko zelo različne telesne dejavnosti izgledajo. Ene rabijo posebej urejene prostore, za to druge niti ne, niso zelo zahtevne. Vsekakor je pa morajo imeti določene prostorske pogoje zagotovljene. In seveda ene so vezane na sezone, tudi pa na neke predvsem na sezone. In pa seveda z njimi so povezane tudi lahko spremljajoče dejavnosti, ki pač povečujejo recimo njihovo ali nekako učinkovitost ali pa recimo privlačnost pač prostora za to, da se uporablja za ta namen. Tako da zdaj imam to, kar se tiče telesne dejavnosti, tako da se spet malo stavim. Lahko še kakšno na to temo rečem. Lahko tudi naredimo krajši odgovor, pa imam zdaj naprej po načrtovanju. Pa bo malo bolj mogoče specifično, zdaj lahko grem zelo na zdaj mi možete povedati, ker je zelo malo prostorskih načrtovalcev tukaj, da bi se zelo nekaj smiselno, zelo podobno to spuščati. Tako pa imam sploh še časa. Še pridobiti. Ja. Da mi povete, koliko podrobno grem to, lahko malo prelatim to, kdo dobite vsis, kaj so tako vidiki, Tukaj sem tudi pripravila, sem pa nesla s sabo, lahko da ste koli. To je zdaj, v bistvu bomo zdaj bolj že eno vsebino dobimo dobite, o zdravju, zelenih površinah in telesnih dejavnosti. Zdaj, če si kdo želi, lahko to zavarno priložiti, da se tudi naučiti. Tiskano obliko, drugače pa dostopen, pa dopajo na spet. Tiskano pošljeno na predostojne, zdaj nisem objekta in več. Ker očekova zelo zanima zelene površine in njihovo načrtovanje, tudi je sicer starejši projekt, ki smo ga delali, pa je zdaj zelo aktualen postal, ker se je doključil 2008, ampak zdaj nekako sem videla tudi, da ga precej se vračajo k njemu. Z Green Kiss, v angleščini. Ga imate na spletu? Ga imate na spletu? Ja. Ja, ta ne vem, kako je še dobro. Tega lahko dam dva izvoda, če bo želi. Pa imam pa sabo še priročnik, ga pa ne moram da z roki, moram vsem, kar se vidi kot tisti. Je pa to, kar smo naredili za Ministrstvo za okolje in prostor, zeleni sistem v mestih, usmerjanje razvoja zelenih površin. Tako da to dam tudi okolj, če me zanima, bom pa majčkano o tem tudi povedala zdaj, kaj bom govorila o načrtovanju. Preden začne tako, veste, kaj se dogaja s SPRS-em, kaj bodo sprejeli? Strategija prostorskega razvoja Slovenije, ki je že napisana, ne? Mislim, da če sem prav razumela, gre zdaj še v en krog pripomb. Ja, nisem prejšnji super se po mojem mnenju bolj pripravljati.
ne vem, kaj bo zdaj s tem komom pritom, ne vem, kako se upoštevajo. Ja. Gre, mislim se, načelno naj bi se recimo v doglednem času sprejelo. Zdaj, smo pa vse te vsebine pravzaprav vključili že v prejšnjo sekcijo. Isto, kar se tiče vsebin zelenih površin, načrtovanja, tudi sistemskega, se pa zelenega sistema, smo imeli zelo kvalitetno vsebinsko vključitev, tako v samo prejšnjo strategijo kot tudi v prostorske leta, kad se delajo te vsebine, vse intenzivno. Tako da smo tudi na mednarodnem nivoju zelo sodobni, zelo napredni. Spet teka mogoče poznate pojem zelene infrastrukture. Dejstvo je, da je naš pristop načrtovanju zelenega sistema zelo podoben, že bil prej, tako da je zelo primerljiv z samim načrtovanjem, samo idejo, konceptom zelene infrastrukture. To se nismo niti odločili v Sloveniji dejansko zamenjati ali pa narediti paralelne dokumente. Zelena infrastruktura večkrat bolj prinaša ta vidik varstva, pa okolja, pa predvsem biodiverzitete, ampak to, kar je šel zdaj razvoj kot v mednarodnem nivoju, je prišel pravzaprav nazaj do strateškega načrtovanja zelenih površin, kot so ga poznali že desetletja prej, ker mi smo ga uveljavili že v 90-ih letih, začetku 90-ih. Samo v praksi je to zelo počasno. Metodološko smo to postavili, zgodili se na nivoju Ljubljane, Celje smo tudi delali, ampak potem z tega strateškega nivoja, izvedbenih nivojev, pa zelo težek korak. Nismo tako uspešni, kot se prijeli. Zdaj, kot sem zdaj že malo načela, je pač ta celovitost obravnave zelenih površin je zelo pomembna za to, da dejansko ujamemo vso to njihovo kompleksnost, a ne te značilnosti, o katerih sem govorila v prejšnjih delih. In če hočemo aktivirati vse te raznolike potenciale, ki jih pač zelene površine ponujajo in tudi postaviti pogoje za kvalitetni razvoj mest in naselij, potem je zelo pomembno, da pristopimo celovito k načrtovanju zelenih površin in za ta namen smo tudi razvili pristop načrtovanja zelenega sistema. V nekaterih drugih državah recimo so imeli strategije zelenih površin, strategije načrtovanja zelenih površin. Eni so to zdaj kar preimenovali, čisto isto vsebino, da se imenuje pač načrtovanje zelene infrastrukture, recimo v Veliki Britaniji tako, da so dokumenti identični, tako rekoč, samo naslov je drug. Kar je tukaj pomembno, v bistvu so vse te koristi, o katerih sem že govorila, so ujete notranje cilji, načrtovanja, tudi upoštevanje vidikov narave v mestu in zagotavljanje pač ekoloških pogojev rastlinskim in živalskim vrstam, to je pač že, to so v bistvu stare stvari, to je več 10 let star pristop, to ni zdaj na novo bilo postavljeno. Seveda tudi želja in pač prizadevanje k varovanju ključnih zelenih površin pred spremembo namennosti je pač eno ciljev načrtovanja sistemskega zelenih površin. Če je to del sistema, je veliko težje, vse do spremembe, zato ker pač ruši recimo neke odnose in povezave. Zelo pomembno je to, kar sem večkrat že omenila, pač celovito odgovoriti na raznolike potrebe vseh prebivalcev, se pravi, ponuditi to možnost izbire. In predvsem je zeleni sistem tisti, ki pomaga izboljšati medsebojno povezanost zelenih površin, s čimer se tudi dokazano povečuje njihova učinkovitost. Če so zelene površine v neki medsebojni povezavi, so tudi bolj učinkovite na širšem nivoju. Pomembno prispevajo tudi k sami podobi prepoznavnosti, členitvi medijskega prostora.
Še tazga. Ja, in kar zelen sistem pač prinaša, je to, da se z njim spostavi celovit razvojni pristop in pa zagotovi osnovo za neke pravne, organizacijske in finančne pač aktivnosti, ki omogočajo vzpostavitev potem in tudi aktivno urejanje in vzdrževanje posameznih površin, ki so del tega sistema. To je uporit. Zdaj pomembni dejavniki, kako se tega lotimo, je tip naselja, potem lokalni kontekst, to vedno poudarjam znova, je zelo pomembno upoštevati, se pravi, ni receptov, da bi rekla zdaj na državnem nivoju, tako je treba delati in to, ampak je treba vsakič pogledati, kakšni so in družbeni prostorski lokalni kontekst, kakšni so pogoji, kakšne so potrebe, kakšne so pravzaprav omejitve tistemu območju. Potem seveda, kakšno stanje zelenih površin, kako je razmerno s potrebami in potem povezovanje med nivoji načrtovanja. Zelen sistem je tak nekako tudi znotraj njega že obrajeno v korakih, ampak ta prehod je strateški podrobnejši del, s temu je tudi namenjen ta priročnik, ki je šel okoli, s tem MOPA. Tako da, ja, tukaj je samo malo ilustracije tega, da imamo različne nivoje načrtovanja od strateškega. Tukaj imamo zdaj po novi zakonodaji zelen sistem del urbanistične zasnove, dela OPP-ja, in potem tudi imamo regionalni zeleni sistem v zakonu, tukaj še ni dorečeno, kakšna bo njegova vloga, dokončno, kakšna bo njegova vsebina. In pa lahko je to del medobčinskega prostorskega plana. Razmerje do zelene infrastrukture se je opredelilo v priporočilih za krajinsko zasnovo, kjer pač zelena infrastruktura predstavlja eno od tematskih vsebin za zelene sisteme in pa za krajinske zasnove. Hkrati je zeleni sistem tudi nekako branilec ustvarjalec sistema javnega dobra za pač zadovoljevanje javnega interesa in predvsem zagotavljanje enakih možnosti in pa sveta, kot sem rekla, povezovanje izboljšuje učinkovitost in hkrati je ta vidik varovanja zelenih površin pred spremembo, pred pozidavo je pač ukrepljen z njihovo povezavo v nek sistemski pristop načrtovanja, dejstvo namreč, da so zelene površine zelo ranljive. Tudi zato so ranljive tudi na druge vrste sprememb, recimo te, ki pač se dogajajo z naravnimi procesi, tako da te vidike narave in dolgoročnega upravljanja s temi prostori je treba vedno malo že v zelenem sistemu nasloviti, zato da pač sistem tudi dejansko naslovi prave vse elemente. Sedaj potem imamo načrtovanje konkretnih zelenih površin, ne bom šla, če nismo taki zasedbi. Zdaj mogoče definicijo zelenega sistema, tukaj vidite, kot priletite, je v bistvu to, kar sem že povezala z osnovni cilj, mogoče preberem, je, da posamezne pa prostornih značilnostih in vsebinih zelo različne, to je tisto pomembno, zelo različne zelene površine vključuje in povezujejo prepoznavno prostorsko, funkcionalno in pomensko celoto. V tem priročniku za potrebe podrobnejših usmeritev za načrtovanje zelenih površin smo recimo definirali 30 tipov različnih zelenih površin. To pomeni, da vsak ta tip so pač narejene usmeritve, lahko bi jih bilo tudi 50. To je pa odvisno, koliko podrobno so členi znotraj posameznih skupin značilnih zelenih površin. Zdaj spostavil se tako na območju mesta kot na dolga zaledja, med naselji, lahko tudi na nivoju regije. To je zelo pomembno, ta kontinuiteta povezave navzven. Tukaj je tudi prikazan, kako se to vključuje v sam sistem prostorskega načrtovanja, to mogoče za geografijo zanimivo. V samem SPRS-ju so predvideli sistem zelene infrastrukture, to so žal večkrat nadomestili z prejšnjim
pristopom zasnove krajine, ampak dobro, bomo zavidali, kako se bo to speljali. Na regionalni ravni je predvidena zasnova zelenega sistema regije in potem seveda tudi odvisno pač, ali se bo odločili občine za OPP-je ali bojo prevzemale regionalne prostorske plane kot osnovo za svoj nadaljni razvoj, je potem to del urbanistične in pa krajinske zasnove lahko. Hkrati pa je to tudi na nivoju OPN-ja potem v tistih občinah, ki delamo. Mi smo to še po starem delu, po starem zakonu, imamo še OPN pa OPN, potem da ima OPN še sam izvedbeni pa strateški del dodeljen. Hkrati je pa to tudi lahko pomembna strokovna osnova za odlok o urejanju podobe naselnih krajin. Pač v tem državnem prostorskem redu so se tokrat odločili, da poleg temeljnih pravil za priročniki, za različne tematike predelijo tudi podrobnejša pravila in eno tete ta priročnik okroži. Naš pač ta drug priročnik, ki je povezan pa prav z načrtovanjem za zdravje oziroma za spodbujanje telesne dejavnosti, je pa kot nekakšna dopolnilna strokovna osnova, ki je namenjena predvsem uporabi za preverjanje in pa upoštevanje vidikov zdravja v prostorskem načrtovanju. Zdaj mogoče vse za vse zanimivo, da glede na vse povedano, da nekako načrtujemo zelene sisteme, skušamo usloviti vse vidike, ki so ključni, smo razdelili v nekako 4 skupine, socialne, ekološke, morfološke in tudi ekonomske. In dejansko v vsakem primeru bi mogli na svoj način, pač primeren kontekstu, nasloviti vsakega od teh vidikov. Zdaj, mogoče za vas, ko ste prišli na to vsebino načrtovanja, vsebino biodiverzitete, zdravja, so te ekološki vidiki, mi jih ločimo na vidike kakovosti človekovega okolja, ki se pač vežejo na vse te probleme, nasnaženosti, klimatske ustreznosti. Tudi odzive na podnebne spremembe, odpornosti, javno zdravje in pa vidike kakovosti narave, v smislu biodiverzitete, habitatnega ustreznosti pogojev za razvoj habitatov v okviru urbanega prostora. Vsebina smernic, ki je znotraj tega priročnika od MOP-a, se nanaša na kakovost bivanja, enakovredne možnosti. Tukaj smo postavili na državnem nivoju, da bi vsa naselja z več kot 50 prebivalci morala imeti zagotovljen vsaj en skupen javen, dobro dostopen prostor, ki omogoča druženje in pa igro. 50 prebivalci? Ja, v bistvu smo šli na zelo mehne kraje, posmatramo, da je prav, da imajo tudi te ljudje, pač možnost, da se nekje v tem svojem območju bivanja dobijo tudi. Vse včasih je to bilo, da so imeli primarne trge z lipami, in klopi, zdaj to lahko pa še na druga vrsta. Ugotavljamo, da je prav podeželje zelo podhranjeno z temi možnostmi, pravzaprav druženja in tudi aktivnosti, še posebej za starejše pa mlade potomke. Vidimo, da imamo vsaka hiša ima svoj tobogan v svoji... Ja, kar je čisto absurdno. Kar je veliko lepše skupine, kot vsak na svojem vrtu. Potem ustrezna preskrbljenost z ustreznimi tipi glede na različne vidike, ki sem jih pomenila. In potem seveda sama kakovost načrtovanja, ki je zelo pomembna za doseganje kakovosti prostora. To se ne bom poglabljala, ker nimamo take zasedbe. Kar je tudi pomembno, je razumeti, da je tudi sama učinkovitost izvajanja pač načrtovanih odločitev in pa spremljanja stanja zelo pomembna. In mi smo potem na podlagi vsega tega naredili tipologijo, kar je mogoče zanimivo, 4 skupine zelenih površin opredeljuje in se z njimi tudi skušamo na namensko rabo načrtovanja vezati. To so zelene površine s samostojnim značajem,
spadajo vsi parki, igrišča, rekreacijska območja, tudi vrtički, pokopališča in tako naprej. Te so ponovadi tudi z namensko rabo v planih, ni pa čisto nujno. Pogosto so, potem so zelene površine v povezavi s stavbami. To je izjemno pomembno, če govorimo o kakovosti ne samo bivalnega okolja, ampak okolja splošno. Gre za to, da mi zagotavljamo v povezavi s stavbami neke ustrezne ureditve, kar do sedaj pravzaprav skoraj ni. Imamo v stanovanjskih območjih, to še mogoče gre občasno, v preteklosti šlo bolj. Dočim površine ob stavbah s programom, pa razen šol in vrtcev, pravzaprav ni nobenega, malo za domove za starejše v zadnjem času, pa ni nobenega prizadevanja bilo, do zdaj, da bi se neke bolj kakovostne prostore urejali, tudi recimo za zdravstvene ustanove, bolnice, tudi zdravstvene domove. Potem trgovski poslovni center, območje za turizem, industrijske stavbe in tako dalje, tukaj je vrsta enih možnosti za izboljšanje stanja na splošno. Potem so pa še zelene površine v okviru primarnih rab, kar sem omenjala, sem sodijo razne prostorsko pomembne za zeleni sistem, vodne in odvodne ureditve, mestni gozdovi, tudi območja urbanega ali pa drugega kmetijstva, ki lahko ponudijo kot so rabo neke rabe in delujejo tudi kot zelene površine v zaledju. Potem so tukaj še zelene površine v okviru drugih vsebin, recimo v povezavi s prometnimi ureditvami, pa tudi kot posebne naravne kulturne oblikosti. In za vsako prav smo naredili podobne smernice, ki so potem odvisno od skupine, tukaj recimo so sam primer za samostojne zelene površine, se določa minimalni skupni obseg, način zagotavljanja enakovredne dostopnosti, delež raščenega terena, minimalna prekrižnost z drevesnimi kroščami, raven kakovosti urejanja vzdrževanja, pa še stopnja opremljenosti in pa stopnja. Takole izgleda pa takole smernica, recimo primer regionalnega prostora domov za starejše. In sem že na temle priročniku za zdravje, ko ga gledate. Kakšno v tej zvezi zdaj je vprašanje? Kdo izvaja nadzor nad izvajanjem smernic? Noben zanima. Če bi ministrstvo pa občine, to je zdaj spet. To so smernice, ki je treba doseči z promocijo, z osveščanjem, da postane to zavedanje, da je to pomoč za boljše načrtovanje neomovera. Ni pa sredanja, ni to normativ, ni to zakon, ni to standard, tako da se ne da zahtevati. Ampak kako bi pa rekla, da vas do zdaj že upoštevali, pa da sledijo tem načelom, oziroma koliko moči imate? Zdaj, tako mi poskušamo doseči na en način prostorske načrtovalce, se pravi, da jih okrepimo z argumenti, pa tudi nekako povečamo njihovo zavedanje, da se morajo recimo angažirati v določene smeri, še posebej pa vztrajati. Po drugi strani skušamo osveščati občine, da same te odločevalci spregledajo, da je to pomembno. Potem tudi sami prebivalci, nevladne organizacije, jih opremljamo recimo z znanjem in argumenti na ta način, da recimo zahtevajo od svojih odločevalcev, da se to zagotavlja na en strokovni način. Gre pa zelo počas, veliko počasneje, kot bi se želeli. Sem si predstavljam, ki se meni zanimivo, skazhajam z dolg prve pozvokane, tiste občine, in se na primer več dela bolj pomembno projekte, da se bo zdaj zgradilo tam še eno, ne vem kakšno trgovsko središče, nek Lidl, pa ne vse to. Po drugi strani je pa, eni podajajo, da morajo tudi neke zelene površine oziroma neke prostore z igrišče in tako naprej. Ampak to je čisto zadnje. Nimamo nekega organa, ki bi rekel, oprosti, ne moreš tako, mislim. Nam bi bil ta organ Ministrstvo za okolje in prostor. Zgleda torej ne deluje. Ni zelo učinkovit zaenkrat, ampak počasi vse stvari, zelo počasi, ampak vse.
pa nekatere občine so kar napredne, zelo je odvisno od posameznikov, ki so na občine. Ali v občinski upravi, če je nekdo, ki je zelo osveščen in zelo odločen in zelo tudi recimo entuziastičen, ne bo veliko veljavo. Pa če je župan razgledan, se bo zgodil več, kot če ni, ne. Je pa treba veliko pritekljenja v tem pogledu. Problem je, da zelene površine, urejanje zelenih površin je tudi zakonodajno zelo šibko pokrito, kar je bilo sistematično vzeto. Naša zakonodaja prejšnja, ne, še v času Jugoslavije, je bila veliko bolj nekako podporna kakovosti načrtovanja, kakor se je potem kasneje zgodilo s popravki, zdaj se malo vrača nazaj. Zato, ker se pač vse te vidike jemlje kot vero za investitorje. Potem ta pritisk denarja, to velik, zelo veliko lahko pa naredi sama pač skupnost lokalna. Da dodam še nekaj temu. Mi smo isto imeli primer v Šiški, v Ljubljani, kjer je pač imamo neko zelenico tam v okolici blokov in to so bile še cesta zraven, je bila tako v lasti enega, sploh ni bila v lasti občine, ampak v lasti enega, ne vem, gospoda, ki je imel neko firmo, nek video art produkcijo, ne vem kaj. In on je isto tam hotel zgraditi pač, mislim, da garaže celo, ne vem kaj, je bila nekaj ful visoko stopnico, ne vem kaj, v glavnem. In mi smo mogli sami se pač stanovalci blokov to zorganizirati, da smo ga pač dali na sodišče in zdaj je to primer sodišča, kar je dosti žalostno, ker pač to bi mogli avtomatično. Samo velikrat gre čez sodišča, to tudi jaz poznam primer, recimo, ki je dobra praksa, sicer v New Yorku, so v Brooklynu želeli zgraditi neke blazne stanovanjske stolpnice v neposredni bližini botaničnega vrta njihovega, kar bi pomenilo tudi v bistvu delno uničanje tega botaničnega vrta, zato ker bi senčili, ne, in so se dejansko prebivalci te pač območja Brooklyna zelo organizirali in so dosegali, da se to pač rapidno, zelo zmanjšala višina tega vrta. Jaz bi bila še eno vprašanje, ki ste rekli, da pač to ni zakon, ne? A se dela kaj v tej smeri, da bi to postal zakon oziroma standard, med katerimi se potem lahko izvaja nek? Slovenski arhitekti delamo v tej smeri, že odkar obstajajo načine. Zelo se borimo, zelo poskušamo, ne, je res zelo malo dosežemo, zelo delamo skozi pripombe, skozi predloge, ker stvar je tudi v tem, kako so pač objekti, ker zelene površine v prostorskem načrtovanju sodijo med objekte, ne med stavbe seveda, ampak objekti so vse ureditve. Vse, kar pride do urejanja prostora, je lahko stavba ali pa objekti nizke gladne, oziroma druge vrste ureditve. In je v bistvu gradbena zakonodaja skozi to sploh ni omenjala, to zmeri oklepajo se. Kot naprimer, ali pa in tudi to, ne. Tako da je slabo, ne. No, ampak lahko se bo zdaj prek, recimo, podnebne zakonodaje, ne, se bo veliko uveljavljali teh argumentov zelenih površin in zdaj se pač ustvarjajo podnebni zakon in NEPN in pač vsi te dokumenti, ki pač imajo nekaj vodko, tudi to zeleni površine. Absolutno, jaz mislim, da bo to zelo dobrodošlo, vaš argument, hkrati pa tudi to povezovanje z javnim zdravjem, je tu zelo dobrodošlo in tudi zelo krepi pač argumentacijo za zelene površine, za kakovostne zelene površine, za raznovrstne zelene površine. Tudi na mednarodnem nivoju je zelo veliko že teh povezav, recimo Habitat 3 se povezuje z Svetovno zdravstveno organizacijo. Skratka, začel se iskati sinergije, tako da jaz računam, da bo prišlo do malo hitrejšega izboljšanja. Zato se mi zdi tudi pomembno, da ste tako za različnih strok, da lahko vsak z svojega konca nekako pritisne ali pa prinaša neko vedenje, zavedanje tudi v teh vsebinah, v svoje področje dela. Tudi če je samo obrobno, se potem kritika. Zelo pomembni bojo mediji, so mediji. Največ ste opazili, da so le za njih
letih že okrepile vse pisanje. So določene teme, ki so pa že naprobi aktualne, nekaj časov so bibliotički, pola so neki drugega, ampak ja, vse pač to gre. Sam moram še reči, da letos tudi v Izoli, ko so potni spravnici, ne vem, ali SOPN ali OPN, je tudi prišlo do kar velike civilne iniciative in so spravili na referendum to in so ga položili, da se ni sprejel. Ja, jaz mislim, da se zelo se krepijo te civilne iniciative in dobivajo na moči, tudi na samozavesti, in tudi recimo ta priročnik, kot veste, je predvsej poljuben narejen, ta dan za zdravje, veliko zmislijo, da je lahko tudi podporno gradivo za iniciative, se pravi, da ni nek, ker ta odmopa je res tako namenjen specifično prostorske načrtovanje. Vse tukaj lahko sam pač gre tako na hitro skozi, če je sploh čas, ni moramo zaključiti, tako da bom sam tako le vam pokazala, da pač, načrtovanje prostora zelo vpliva na to, kakšne so možnosti, tudi primer načrtovanja za hojo, in tukaj zdaj ta program za zdravje je bil dejansko povezan z načrtovanjem zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti. Sam ste videli ta priročnik, pravzaprav vse vsebine zelo široko zastavlja. Pripravili smo tudi splošne smernice ministrstva, ki je nosilec urejanja prostora na državnem nivoju in tudi samo lahko vpliva na to. Tudi oni so sami pristopili, da nas to je recimo res zelo dober znak bil, da so oni začeli potrebo, da se povežejo s prostorskimi načrtovalci, konkretno s slovenskimi arhitekti, prav na to temo. In zdaj smo mi pač za njih pripravili malo na drug način, zelo poenostavljeno, smernice niso tako po teh 30 tipih, kar bi bilo zelo preveč kompleksno, ampak oni pač bojo to uporabljali pri svoji presoji prostorskih načrtov, ko pridejo pač v odobritev in same smernice bojo tudi smernice za ministrstvo za prostorske načrtov. Tako da zdaj tukaj izhodišča, vidite, smo tudi v samem priročniku povzeli vse vidite, zakaj, kaj, za koga, kje. Zelo veliko poudarka smo dali na razumevanju odnosov uporabnih telesne dejavnosti v prostor, tudi tako pogledno tabelo, tudi povezovanje smernic od Ministrstva za okolje in prostor z možnosti uresničevanja telesne aktivnosti in pa predvsem to državnih časa, mogoče se sedaj že razgovorila na prejšnje teme, teh 8 načel kakovosti načrtovanja zelenih površin za telesno dejavnost. To so tudi seveda v priročniku postavljena in jih imamo potem pač razložena. Če boste videli že tudi to predstavitev, sem dala kar veliko vsebine, tako da boste lahko, tisti, kar vas bo zanima, še bolj podrobno, da ste pogledali. Za vsako načelo je pač tudi neke ilustracije. Se pa vse, kot vidite, njen način ponavlja, oziroma povezuje z vsebinami, ki jih razvijamo sicer strokovno, sam večkrat na drug način, zato da so uporabljeni tudi za nestrokovnjake, ki so to prostorskega načrtovanja. Tako da to je za to. Tukaj so potem še opredeljeni, kako smo po teh 3 skupinah tipov telesnih dejavnosti, tiste, ki se v samem prostoru odvijajo, nismo vam rekli, prostorsko zgoščene osredotočanje, so za njih po teh 8 tipih kakovosti, oziroma v tipih kakovosti opredeljene. To sem dala čisto, da vidite to razliko, kadar je pač prostor načrtovan dejansko skrbno v smislu zelene površine, pa kadar je pač to samo nabirka opreme, verjetno pasite razliko med ureditvami in pač mi se seveda prizadevamo, da se načrtuje na spodnji način. S tem se tudi biodiverziteta seveda bistveno bolj okrepijo s tem pristopom. Je pa ta zgornji pristop zelo pogost, še posebej med arhitekti, tudi občine kar sami, ali pa hišniki v šoli kar sami
pač imajo seznam igral, pa pol ali pa elementov, teh fitness točk in to pač razporedijo. Pa so te delinske telesne dejavnosti, tukaj je mogoče zanimivo samo to, da podaljam, to so te, ki rabijo pač primerno infrastrukturo in za doseganje dovolj visokega pač nivoja telesne dejavnosti, ki jo imeti dosti dolge in tudi ustrezne te povezave. Recimo za pesti 3 km najmanj za hitro hojo, 12 km najmanj za kolesarje, to so lahko okrožne, povezane zadeve. Dočim za samo telesno dejavnost, dočim upravljanja poti pa stremimo k kratkim potovanjem razdaljem, zato da pa se ljudje sploh odločajo za to. Tukaj je ta razlika, kaj pravzaprav usmerjamo za eno vrste, kaj za druge. Je pa seveda naša težnja, da se vse te 3 tipe zagotavlja v okviru vseh naselij za vse populacije. Takole.